Preden zaključimo, sem še to, kakšno misliš, da bo pač nekoč eventually Črna luknja bo, ne vem, ali se bo transformirala v nekaj, ali se bo Super velecenter, zaprla, kdaj bo right? obstal. Kakšna misliš, da bo tako, gledali bomo nazaj čez 20, kakšna bo zapuščina trgovine, kako vidiš efekt Črne luknje na slovenski razvoj družabnih iger in vsega? Zdaj, ena stvar sicer, en izziv, ki bo prihodnost prinesel, je sigurno to, ka se bo, ka se pač potrebe pa interesi menjajo, in je pač recimo jaz sicer mislim, da prav igre ne bojo odšle več, ker pač tudi so že tisoče let prisotne, ena najstarejših stvari, ki se tudi ne spremljajo, ampak sigurno se bo pa spremenil, zdaj kaj je zanimivo, zdaj se stvari zelo hitro spreminjajo, Z AI-om, pač veliko informacij prihaja novih, ko ne moreš se... No, in v bistvu je lahko, da bo, to, se pravi, da se bo treba v tem smislu, da se bo trgovina mogla prilagoditi, in to je zmeraj izziv to ujeti, pa videti pravočasno. Ampak po drugi strani je pa moja želja pa predvsem to, da bi najdel čas, pa predvsem čas, da bi v bistvu trgovino spravili v njeno to osnovno sliko ali pa poslanstvo, ki je bil, da bi naredili jo bolj prijazno tem, ne vem, obiskovalcem v smislu tega doživetja, ki imajo noter, in da bi razvili ta, se pravi, to družabni del, ampak v smislu te specifičnosti, tega hardcore gaminga, predvsem, to, da je v bistvu hkrati odprta večjim žanrom, ampak na nekem tem bolj poglobljenem smislu, ne mogoče samo tako kot experience, kot bolj, ne samo zdaj, da kupaš eno zadevo, ampak da je kakor način, kjer ti nek svoj način življenja, ker pač gaming je lahko tudi način življenja, in da to lahko pa doživiš, da je neko mesto, kjer med sebimi enako mislečimi lahko najdeš stik in družbo. Za marsikoga je postala pač ta skupnost in družabne igre nasplošno več kot samo nek zabava, ampak je kot pač našel si svoje ljudi v skupnosti, lahko si celo družino ustvaril okoli tega. In je več v bistvu samo kot neko... Črna luknja je zmeri nek ta aspekt, teh je več, bom rekel, različnih načinov, kako to, različne potrebe so, različni ljudje imajo različne želje, ampak Črna luknja je pač primerjali, zagovarjala en ta aspekt, predvsem mešanice tega nekega strateškega mišljenja in pač kompleksnosti konec koncev, se pravi, zmeri kompleksnost je bila faktor, ki se jih je Črna luknja dotikala, če neke igre, ki so kompleksne, to je zanimivo, nekaj, kar ni kompleksno, to ni toliko zanimivo, Kar je pa za druge akterje dostikrat mogoče omejitev, se pravi, če se išče popularnost pa tako, nima vsak časa, da bi se za neko kompleksno zadevo namenil toliko časa, da bi se čez njo prebil, In Črna luknja je to bilo zmer mišljeno, da bi to olajšala, se pravi, nekdo, ki nima toliko časa, da bi vseeno s pomočjo na licu mesta lahko ta prak lažje prestopil, kar pa pomeni poudarek na teh igranju, na možnosti, da se pač stvari proba, da se te nauči v bistvu, kako se lotiti teh, in hkrati, da ni zaprta skupnost, to je bil tudi velikrat izziv, pa tudi precej
nevolje je to doskrat povzročilo, ker so se pri nas skupine zbirale, potem pa so postale zaprte, se pravi, so sami sebi postali zanimivi, mislim, so bili si dost, ampak so postali konfliktni z drugimi, niso, moteče je bilo to, da so prehajali novi, in tam smo pa mi prišli z njimi doskrat v konflikt. Skali so izolacije v prostoru, ker izolacija je bilo anti-temu, kar želite v bistvu vi narediti. Ampak tako skupine delujejo, v bistvu. To je res, ko se pač enkrat postanejo dovolj velike, pa zaprte, bi se oni družili in je moteče, da ti nekdo zdaj hodite motati, da moraš pregovarjati nekoga, in takrat se doskrat pri nas smo prišli v konflikt, ker mi nismo v to dopustili, meri je bilo pri nas, da pač nekako zahteva, da so zaželjeni, novi ljudje, da je to odprt. Doskrat tudi, da se ta aspekt, meni so recimo vse namizne igre zanimive, in je pa to tudi bilo, da se pravi, zanimivi so nam bili ljudje, ki so tudi bili odprti za različne stvari. So mi animeji, so mi všeč, ampak tudi recimo igram strateške namizne igre. Pa ne vem, TCG jaz pač primerili, TCG igram, ampak ne vem, danes pa tle igrajo en board game, da se bom pridružil. Si odprt za vse. Da si odprt, da si širiš ta obzorja, da si dopuščaš možnost za nekaj novega. In to smo tudi v svojem programu zmeri za večino teh smo bili prvi, kar smo imeli, ker smo se zelo hitro navdušili za novosti. To smo imeli, zmeri so bila naša vrata odprta za nove stvari, in to upam, da pač v prihodnosti, da bo še bolj, da bomo to nekako uspeli mogoče malo bolj tudi kot poslanstvo uvesti, tako mogoče random. Upam, da je delež današnjega gledalstva in poslušalstva pač odkril mogoče črnolukno ali pa dejansko skupnost za tem tudi prvič in bo lahko izkusil, tako kot smo mi dva, kot smo mi izkusili črnolukno toliko let nazaj, pač tudi oni bojo lahko izkusili ta aspekt, merch dejansko obstaja, skupnost obstaja, lahko preizkusite na različne še družabne igre in najdete neko svoje, bistvo neke svoje interese v tem in veliko ljudi vam bo znotraj znali pomagati in sugerirati in kako se najdete v bistvu samega sebe v tem prostoru.